Okoli 3400 volišč po Sloveniji se je odprlo že ob 7. uri zjutraj in ljudje so v posebnih kabinah na obrazcih obkrožili številko pred kandidatom, za katerega so se odločili. Medtem ko so bila volišča še vedno odprta, pa so bili v volilnih štabih že zbrani vsi, ki so pripravili volilne kampanje in tisti, ki so kandidata ves čas podpirali. Smo vsi malo nemirni v pričakovanju, tako da in upamo na dober rezultat. Seveda smo prišli gospodu Pahorju čestitati, ga pozdraviti in bomo z njimi pričakali rezultate in to z veseljem. Cankarjev dom je na dan volitev postal medijsko središče, kar pomeni, da je to mesto, iz katerega poročajo novinarji, in 54 jih je prišlo tudi iz tujine. Slovenija je za avstrijska podjetja zelo pomembna dežela, zato nas zanima, kaj se dogaja v sosednji državi. Ob 7. uri so se volišča zaprla in najbolj veselo je bilo v volilnem štabu Boruta Pahorja, saj so mu vzporedne volitve napovedale zmago. Medtem pa so na voliščih začeli preštevati vsako glasovnico posebej. Rezultate so nato vpisali v poseben računalniški sistem, ki sešteje glasove. Kot lahko vidite, se je pred volilnim štabom Boruta Pahorja zbrala množica ljudi, da bi lahko prvi čestitali zmagovalcu predsedniških volitev. Vi ste tisti, zaradi katerih sem zmagal. In za vas se bom potrudil. Oba kandidata sta nato prišla v Cankarjev dom, kjer sta se rokovala. Še vedno sicer aktualni predsednik pa je pomahal slovo. Borut Pahor pa je kot zmagovalec volitev prvič spregovoril širši javnosti. Zmagovalec volitev je sicer znan, vendar bomo morali na uradne rezultate počakati še do 13. decembra. Potem bo novi predsednik v državnem zboru tudi svečano prisegel. Naslednjih 5 let bo v svetu predstavljal našo državo, v službo pa bo hodil tole stavbo za mano, predsedniško palačo.